Ko podrsavate po koleščku računalniške miške navzdol, se vam stran po zaslonu pomika v isti smeri ali v obratni? Se vam zdi logično, da za odpiranje šipe gumb pritisnete navzdol, za zapiranje pa navzgor? Če ste na obe vprašanji odgovorili pozitivno, potem v novem Volkswagenovem kabrioletu težav ne bo. Če ste odgovorili z ne, začnite vaditi. V T-Rocku kabrioletu se namreč streha zlaga s pritiskom gumba navzdol. Čeprav bo kdo pomislil, da gre sezona vožnje s kabrioleti glede na letni čas že proti koncu, temu seveda ni tako. Namreč kabrioleti niso priljubljeni samo tam, kjer celo leto sije sonce, ampak tudi drugje, recimo v Angliji. In zato ni nič čudnega, če se ljudje vozijo s kabrioleti, a so hkrati precej oblečeni, poleg tega je dobrodošla še kapa na glavi. Tako se pravzaprav vozi in uživa hkrati. Ker če dobro pomislite, vožnja v vročini, ko ti sonce pripeka v glavo, še posebej na postankih na semaforjih, res ne more biti prijetna. Zato so poleti za veter v laseh najbolj primerna jutra ali večeri, jeseni, ko so temperature nižje, pa je kabriolet že celodnevno uporaben. Jasno, če je jesen oziroma katerikoli drugi letni čas prijetno topel, to seveda godi. A tisti pravi ljubitelji kabrioletov se na vreme ne ozirajo kaj dosti. Še manj pa na temperature. Zato vam razkrijem še to. Angleži v Evropi kupijo največ kabrioletov. O obliki ni potrebno kaj dosti razpravljati. T-Roc kabriolet združuje ugodje in udobje križanca in kabrioleta. To pomeni, da je oblika, saj celotni prednji del, enaka klasičnemu T-Rocu, drugačna sta zadek in pa seveda streha. Ta je po vzoru hrošča in golfa kabrioleta klasična, torej platnena, za njeno odpiranje ali zapiranje pa skrbi elektrohidravlični sistem. Za odpiranje je potrebnih 9 sekund, za zapiranje pa 11. Oba postopka pa lahko opravimo do hitrosti 30 km/h. Za razliko od novodobnih avtomobilov iz koncerna Volkswagen, ki se že močno spogledujejo s prihodnostjo, notranjost v T-Rocu še ni tako zelo digitalna, kar je, če mene vprašate, prej dobro kot slabo. Tako so vozniku in sopotniku še vedno na voljo gumbi za nastavljanje glasnosti, pa stikala za upravljanje s klimatsko napravo, dodana pa sta še 2 gumba za upravljanje s streho in za pomik vseh stekel hkrati. In če si vseeno zaželite malo digitalizacije, za doplačilo sta na voljo Apple CarPlay in Android Auto, a pozor, za polnjenje pametnih telefonov potrebujete kabel z USB-C priključkom. Sicer pa je notranjost identična običajnemu T-Rocu, morda velja izpostaviti zgolj to, da je v kabrioletu prostora le za 4 potnike, pa še ti ne smejo biti preveč visoki ali pa vsaj dolgonogi ne, saj zadaj ni prav veliko prostora. Pa tudi sicer se za boljšo vetrno zaščito zadaj, torej nad zadnjima sedežema, namesti vetrno zaščito in tako še potrdi dejstvo, da je tudi T-Roc najbolj idealen takrat, ko sta v njem zgolj 2, voznik in sopotnik. In če se vam ob tem postavlja vprašanje, kaj se zgodi, če se avto prevrne, se tu za zadnjima sedežema sproži posebna zaščita, ki skupaj z izdatno okrepljenim in utrjenim okvirom prednje šipe prepreči najhujše. Edini manko, ki ga takle avto ponuja, je seveda prtljažnik. Četudi je streha platnena in ne rabi veliko prostora, je nekam potrebno pospraviti še potisni mehanizem. Ta ima svoje mesto nad prtljažnikom, ta pa je zato seveda občutno manjši. Vseeno je na voljo 280 litrov prtljažne prostornine in če trdimo, da se bosta v T-Roc kabrioletu najbolje počutila 2, bo tudi prostora v prtljažniku zanju bolj kot ne dovolj. Le prevelikih kovčkov ne smeta imeti sabo, ker po dolgem ne gresta notri, drug ne drugega, zaradi ozkega prtljažnika pa tudi ne. In če se po vsem povedanem še vedno sprašujete, zakaj so takšni avti sploh potrebni, vam z lahkoto odgovorim. Prodaja križancev še vedno narašča in če smo se sedaj že navadili na križance s kupejevsko streho, ni razloga, da se ne bi navadili še na take s platneno. T-Roc
sicer ni novost, a so bili doslej kabrioletski križanci precej dragi. In prav v tem vidijo pri Volkswagenu svojo priložnost. Nemci namreč trdijo, da bo delež prodaje njihovih križancev kmalu zrasel na 40%, kar je brez dvoma priložnost za T-Roc kabriolet, ki bo za sorazmerno ugoden denar ponujal veliko. Tudi v Sloveniji je namreč za kabrioletsko različico potrebnih le 6000 evrov več kot za običajnega T-Roca z enako opremo. Seveda znesek ni majhen, a svoboda, ki jo kabriolet ponuja, zna biti, kot že rečeno, pri drugih znamkah še bistveno dražja. Kabrioleti so v osnovi namenjeni uživanju. To pomeni, da ni pretirane potrebe po močnem motorju in očitno so tako razmišljali tudi pri Volkswagenu, saj sta na voljo zgolj dva motorja in to oba bencinska. Vstopni motor je litrski trivaljnik, ki ponuja 81 kW, testni avto pa je poganjal močnejši 110 kW motor. Z mesta do 100 km/h T-Roc kabriolet z njim pospeši v nekaj manj kot 10 sekundah, največja hitrost pa znaša 205 km/h. Povprečna poraba neosvinčenega bencina se je na testu sukala okoli 7 litrov za 100 prevoženih kilometrov na nornem krogu, kjer je svoje dodala tudi tehnologija izklopa dveh valjev, takrat, ko jih motor ne potrebuje, pa je poraba bencina znašala zmernih 5,5 litrov. Sicer pa je počutje med vožnjo povsem spodobno, klasičnega kabrioletskega zvijanja karoserije se skorajda ne čuti. Brez vetrne zaščite so hitrosti nad 100 km/h precej vetrovne. Če pa namestimo vetrno zaščito, pa se lahko brez težav zapeljemo tudi po avtocesti.